Ja, sem Kelih Frančka, po možu. Prej sem se pisala Mencinger, nas je bilo 6 otrok, 2 sta umrla. Jaz sem potem obiskovala osnovno šolo na Jesenicah, potem meščansko šolo. No, na to se je začela, so prišli Nemci vkorakali v Jesenice in so vse naše učitelje zaprli, poslali v Valjevo, dol v Srbijo in so pripeljali nemške učitelje, da smo se mogli vsi čez noč nemščino tolčiti. In potem smo pa, jaz sem bila pa takrat že naglušna in mi nemščina težko sem šla pod roka, ne. In sem šla potem iz šole sem odstopila, sem bila stara 15 let. Pa sem misleč, da bo čim prej Nemci okupator, da ga bomo premagali, da ne bo več, da bom pa lahko nadaljevala spet šolo po slovenščini. Pa žal je bilo to, se je trajalo 4 leta pa pol ta vojska in sem, tako da sem bila že stara 19 let in kaj, so pa Nemci šli in smo pa mi bili svobodni, pa kaj sem jaz hotela potem 19 letom, katero šolo. Prej sem imela namen, tretjo meščanko sem zakončala, da bi še 4. šla, in potem pa da bi se šla trgovko ali pa ekonomsko šolo, imela veselje, pa sem se, dobro mi je šla, računstvo pa taka stvar, Pa sem bila pa let doma, po svobodi, pa ata moj je bil pa izvoljen za predsednika krajevne skupnosti, pa službe hodil, jaz sem pa po njemu vodila vse administrativne posle, pa osebne izkaznice, pa vse sem delala, potem je bilo pa treba malo, sta bile še 2 sestre, nepreskrbljene, mama tudi ni več zaposlena in sem potem šla v tovarno, sem se zaposlila v železarni. No in na stroju sem se začela, potem sem naredila tole matematičen tečaj, potem tehnični risar tečaj, potem strojne tipkane tečaj, pa sem še zraven gospodinjski tečaj. Vse to sem še zraven poleg dela, no potem sem pa rodila leta 49 ta prvega sina, je bil star 2 tedna, mi je pa kemopljučnico pa otroško tole, se reče, no ja, da ni mogel dihati, pa to, in mi je umrl po 2 tednah. No, potem sem pa spet, čez 2 let spet rodila še enega sinčka in tisti pa samo 2 uri živel. Potem sem pa spet ponovno bila čez 2 let noseča, sem pa hčerko rodila, Branko. In ona je bila vse skozi, bila pridna, zdrava, se je šolala in naredila babiško šolo v Ljubljani. Veselje mi je ta poklic upravljala. Potem so pa začeli oni obrt, tiskotisk delati, in so pa naprej, da je pa tam službo pustila. No, Anže pa Rok sta pa tudi hodila potem en čas osnovno šolo še dol v Žirovnic, potem sta pa šla, Anže je šel v strojno-tehnično, Rok pa v ključavničarsko šolo. Sta zaključila šole, tako da moja hčerka pa tudi potem, no, je rodila Anžeta pa Roka, je bila stara 20 let, je Anžeta rodila, pa je naredila tole zaključno šolo, maturo in še izpit za avto, to je bilo vse v 1 letu. Tako da zdaj sta oba sta dobra, sta bila zdrava, nič ni bilo nobenih problemov. Jaz sem potem v službi malo po 4 ure delala, da sem potem malo popazila, kadar je bila ona v službi, No in že
pa je pa Roka rodila, no Rok je pa na Plavžu hodil v vrtec, da smo na vse načine smo se pa ste me pa te šolo naredila, pa sploh ima pa te Rok, ima te svojo družino, ima 2 punčke in sta tudi kar pridne, sem vesela, da sta tako zdrave pa vse. No, že je pa imel smolo, je imel eno Petro dolg časa in čist upal, in ona pa je nakrat se je spomnila, da ne paše to skupaj in zdaj še zmeraj kar sam ne more več zaupati preveč nobeno več, ker je bil res tako zaljubljen v Petro, res je rad je mu, ga je tako razočarala. No, ona je zdaj že ima otroka, že pa še nima nič, ampak ima pa zdaj bil v Afriki dol, je bil spoznal dol tiste običaje pa vse dol, mi je malo povedal, kako se dol je, tudi revščina, majhen, kjer imajo majhen, malo več, so se bolj sposobni, kakor pri nas tudi, eni imajo dobre službe, eni pa čakajo na službe, pa mladina naredi šolo, pa nima kam v službo iti. Ne vem, kaj bo to prišlo, mi smo pa pokojeni in nam dajejo pokojnino in to mora biti tisti denar, mora ta mlad dajati, da imamo mi pokojnine, kakor smo recimo mi, smo tudi v službo hodili, smo tudi dajali denar za naše starejše, Tako da danes ne vem, kako bo to stvar šlo naprej. Upajmo, včeraj je bila praznovanja tele naše osvoboditve in se obljubili, da imamo vsi upanje, da bo vse tako, da bo boljše, kakor bi lahko, bili samo, niso preveč lakomno se hoče imeti, in plače imajo, oni poslanci imajo po 1000 evrov plače, mi pa po 200, po 400 do 500 pa družino, nekam to gre, to jaz tako nisem odobravala, da bi oni imeli tako razliko. Če smo prav midva z možem sva delala, oba sva bila kvalificirana, za železarno delala, oba, vsak po 8 ur. In nimava toliko, nisva imela plače, kakor tam en, ki je 8 ur to delal, pa je bil za odgovornost plačan, ampak noben mi je odgovarjal. Samo danes smo po tismu še pokojnine in zdaj so pa še dajali po procentualno, 10% gor, 5%, nič glede na to, koliko, recimo tisti, ker ima 500 evrov, je dobil 50 dolarjev gor, mi pa manj, ker bi glih nasprotnemu slučaju mogli mi več dobiti, ker mi imamo iste potrebe, iste stanovanja, moramo imeti isto, in oni imajo, zdaj se imajo tak velik razpon, jaz imam komaj 420 evrov, pa delala skozi, to ni nikamor, da nobena, bi rekel, ni nobena sklajenje, jaz sem čakala, da ta prejšnja Jugoslavija, pa rekel, dobro, tlele je vse skup, zdaj bo pa ta nova Jugoslavija, pa recimo pa osamosvojitev, nekaj, da bo pa gotovo pravičen, pa ni. In ni tako naprej, so po procente gor dajejo. To mene tako boli, da se Slovenca izkoriščajo. Kako morajo to delati? Kako morajo gledati takega človeka, ima komaj 400 evrov, ali pa službe sploh, on ima pa 1000. Kako jim morajo to, jim to sploh dopušča vest? Jaz ne bi mogla, če bi bila tako v položaju, ne bi mogla to gledati, take razlike, pa take. No, zdaj recimo, dva otroka, recimo osnovno šolo naredi gor na Jesenicah, potem, kaj, če imaš samo osnovno šolo, nimaš nič. Pa greš pa v Ljubljano, pa greš gimnazijo, narediš 4 gimnazije, še spet nimaš nič. Da bi imel pogoj, da bi lahko kakšno službo šel. Ne moreš pa v Ljubljano, ali pa
v Radolci, so tele šole. In pa je še spet tisto šolo naredi maturo, iščejo službe, da dobijo. Zdaj pa hočejo, da bi starejši, ne vem koliko let, če več, mogli delati do pokojnine. Ja, kako, a kaj mislijo, kako nam mlade? Kdaj bojo pa oni dobili službe, če bojo starejši, a ne toliko časa delati. Kar zahtevajo, da moraš toliko let več delati, a ne? Kam je to? Kam je to za logika, ne? To je nemogoče, da če tole je bilo tako pravično, kakor sem jaz računala, da bomo svobodni Sloveniji, a ne, da bo kaj drugače, pa ni nič drugače. Kar tako po ta-starem je eni fajn plačo vlečejo, ni nič. Tisti, ki imajo po 1000 evrov pokojnine ali pa plače, se lahko prišpara, a ne, in se lahko kupi avto v letu. Ja, en revež pa vzame posojil in potem je pa še tisto podjetje, gre v stečaj, nima denarja, žena tudi majhno pokojnino ali pa še na čakanju in mu avto zarubijo. Ja, kako, noben ni nič sigurno, da bi rekel, daj boš pa lahko nekaj splačal ven, a ne, ali karkoli, ali pa stanovanje. Tudi zdaj so dajali, a ne, stanovanja prodaje, prej niso imeli pri nas, niso imeli denarja za najemnine. Zdaj so pa dali stanovanja v prodajo, zdaj so pa imeli denar, da so kupili stanovanja. Tako da smo pri nas delali, eni sem potuho delali, da so lahko takole vzeli, dobro so rekli, mi imamo otroke, mi moramo imeti, so pa veliko je iz južnih krajev pri nas delavcev. In so takrat Maršal Tito je rekel, da naj čim več pride gor v Slovenijo, da se bojo tukaj navadili kakšnega poklica, ker razumljivo, da dol niso imeli nič, a ne, nobenih industrij pa nič. Zdaj so tisti vsi tukaj ostali na Senicah. Ne gre noben noče nazaj. In otroci njihov pa hišo delajo dol, popravljajo, bomo šli otroci dol, pravijo mi smo Slovenci, mi bomo tukaj ostali. Noben več noče kamor več. Tukaj so ostali in tukaj imajo šole, pa še veliko še takih, da so zelo pridni, da se šolajo tako, kar je treba, a ne. In tako je, pa imajo otroke spet in, a ne, pa spet ko otroke naprej, a ne. Tako da je pri nas na Senicah bo majhen prav iz Seničanov časoma. Ker naši Slovenci, recimo iz Seničan, vemo, da če imaš otroka, da ga moraš preživeti, da ga moraš živeti, a ne, pa da ga moraš po šole dati, se da vedemo, ne. Zato pa nimamo toliko otrok, a ne. Vsak po 2-3 največ, pa še to se pride po situacije. Eden recimo začne šolo delati, naprej šolo hodi, pa dol začne pa kakšne mamile jemati, pa doma pokradejo vse sorte. In ponavadi, jaz pravim, taki, ki so najbolj naivni, tak prej padejo mamile, kakor tisti, kjer so res, a ne. Ker tak se dajo hitro pregovoriti, a ne. Mišljala, če mu eden to svetuje, da je to res. Tako pač prepričan, da vsi prav delajo, ne. In pol pa je pa starši otroke preživljati, pa vse morajo in to. Meni se tak starši smilijo, da imajo taka otroka. Pa nič, pa sem že gledala na televiziji, pa je še čist se že nehal, a ne, mamile jemati, pa je spet začel, pa spet pa starš, pa tako želel, a ne, pa pobogaj, pa daj tako delati, kakor mi delamo. Pa nič, kar naprej. Pa tam eni preveč odmerka, preveč vzamejo, pa umrejo. Prvič je pa taka slučaja, da so že umrli zaradi tega. No, in to ni, to je tako, nismo pa nam na Senicah drugače živeli, bolj tako navaden, preprost, a ne. Pa tudi smo hodili v službo, pa smo
Jaz sem delala 33 let in sem bila stalno nekaj bolana. Sem imela tuberkulozo na pljučih, pa sem imela, sem imela na takem delovnem mestu, sem bila, da je bil prepih. In sem bila pol bolana, 2 dni sem imela gripo, pa me je zdravnik spet poslal delati, službo spet, Pa sem pa začela kašljati, pa nič nisem mogla in sem pol bila na Golniku pol leta. In sem imam 70 še zmeraj in so rekli, da sem prosila, če me da operirati, da se ne bi to, so rekli, da ne mogoče, da bi to mogla celo desno krilo pljuč odrezati ven. Zdaj pa, če se boš pazila, boš lahko še živela, če se pa ne boš pazila, da boš kadila pa nekaj, pa ne bo nič, boš pa šel. Tako da res marsikjer bi rad delal, jaz sem rada delala, pa sem možove starše, moj mož je bil Dachau, 4 leta. Pol en brat je padel v partizanah in je padel na Možaku, en brat je padel pri Škofji Lok. En brat mu je padel v Bohinju in edino sestro je imel in tisto so prišli, stara 19 let, so prišli črnorokci, se pravi, pri nas taka organizacija in so rekli, da ne gre z njim, ona je rekla, da ne gre nikamor brez mame. In potem sta bila dva, je pa rekel, eden drugemu rekel, da kar naj reče, kar misliš, in je strelil pričo pred mamo v kuhinj, In ona ni bila še takoj mrtva, ima še vstala, pa se je še enkrat čist prerešetala. Pa smo pa en brat možev je pa nekaj druge stanal, en imel hišo, pa so le midva ostala še, nazadnja sva ostala in sva dobila midva stanovanje tam na Koroški Beli in je rekla mama, a zdaj bova pa midva sama ostala dol v ta baraka, naselje taka, baraka je bila dol, ni bilo ne vode, ni bilo ne stranišča, vse zunaj. In sem rekla, pa bodimo skupaj, pa peta še vidva, in bomo skupaj, da se ne boste tam matrala. Baba moževa je tako tresla z rokama, ker je to doživela, ti šok, pred očmi, se je mogla takole. In se ni mogla, kakor se ni mogla štimati. In potem pa jaz, smo prišli stanovati skupaj, pa sem pa jaz rodila hčerko, Branko, in da je bila pa ona nekakšen, mejhen je bila malo uteho, da se je pa iz njo dejala, da ni bilo se preveč spominjala na to. Ker to so bile take grozote, da se je dogajalo, vse sorte se je dogajalo, da sploh ne morem pomisliti, kako je to vse svet pokvarjen. Tako zdaj bom pa jaz, sem dosti povedala, in bom zaključila z mojim pripovedovanjem, lahko bi še naštevala še več stvari, ampak da vam zdaj enkrat sem dosti povedala, veliko ne da.